knjigo in začutimo, kako je lahko tudi drugače. Knjige imajo namreč čudovito lastnost. Pomagajo nam, da ne hitimo. Tisti, ki bere, naj bo otrok ali odrasel, je vendar že sam po sebi mnogo zanimivejši od tistega, ki se knjigo boji prijeti v roke in kaj naprej hiti, saj nima časa, da bi se usedel in se razgledal okoli sebe. To je le nekaj misli iz letošnje poslanice o mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki ga obeležujemo 2. aprila. Sledite mu še dan slovenske knjige ter svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Tako je april za knjižnice, založbe, ljubitelje in ustvarjalce zapisanih besed nadvse prašničen. Veseli me, da je del slednjega tudi današnji dogodek. Ta je že 11. zapovrstjo v nizu izbrano s Primosom, v naše knjižnične prostore pa je pripeljal posebnega gosta. Več o tem nam v nadaljevanju pove Mirela Smajč, predstavnica založbe Primus. Izvolite. Proslično pozdravljali še v mojem imenu. O izidu knjige Predsednikova norost, ki je pred kratkim izšla v založbi Primus, pod okriljem projekta Avtori smo v našo družbo povabili avtorja knjige in lokalno zvezdo Jureta Godlerja. Zato bomo prvi del druženja preživeli v pogovoru z njim o njegovi knjigi, o navdihih, o umetnosti, ki ga spremlja še od otroštva, o duhovnosti ter pogledih na vse to. V drugem delu druženja pa bomo priča v taki časni predaji knjižničnega gradiva, s katerim Jure obdarja našo domačo brežiško knjižnico. Jure Godler je ten voditelj, igralec, komik, skladatelj, pianist in pa pisec. Stilno martačen in z glasno komično predstavo Good Art je prepotoval Slovenijo in Južno Kalifornijo ter sodeloval pri mnogih TV-oddajah na RTV Slovenija in Slovensk TV. Zaupal nam je, da v prostem času igra golf in se opazuje v ogledalu. Zdaj pa prosim, da stopimo aplauzo povabimo našega Jureta, da se nam pridruži. Jure, izvoli. Sem bil pa tako napovedan, da bi mogel imeti pa že najmanj kip pred knjižnico. Manj bi na rogo gor pride, bomo reči. Preveč huda napoved, preveč težka napoved je bila to. Kaj vse sem, v resnici sem Jure Godler. Ok, Jure, si vesel, da je tvoj prvi knjižni dogodek v manjši brežiški knjižni? Jaz sem absolutno vesel, pa vesel sem, da sem v tej sobi prvič odkar je knjižnica. Ker sem jaz nazadnje tukaj, to je bilo, kako se spomnil, po mojem bilo nekje 96-97 leta in takrat je bilo tudi, se spomnil, mislim, da so bili tam kavči, tu so bile vse police s knjigami, če se prav spomnim, tam je bilo za sposod, je bilo tako, ne, za sposod knjige in jaz sem cela popodneva sem bil tu, zdaj pa prijem tukaj bila dvorana, evo. In lepa dvorana, ne? Zelo lepa dvorana, tudi akustična in tako in prav vesel sem, da sem v vseh tih letih spet tukaj moram reči. Ste neka cikličnost, ne mogoče? Ja, sem res, na nek način, da sem kar pomeril v srcu. Jaz sem razmišljala v bistvu, kako bi mi pa začela tale pogovor, ker je ogromno najne stvari, o katerih bi se s tabo rada pogovarjala. Pa sem se odločila, da bom kar začela v sedanjosti. Ja. S trenutkom stari. Se pravi, Oša pa je tam, da se poznaš. Ja, z duhovnostjo sem se tudi, ne bom rekel, da sem se ukvarjal, ampak prebiral sem knjige, Oša pa predvsem, Krishnamurtija, oba, in bil sem celo en mesec pri enem izmed učencev Ošatona. Zdaj je že pokojen. Njego je bilo Maitreja, Išvara, to je bilo v Španiji, na otoku Ibiza. Na severu je imel vsako leto ta srečanja. Jaz sem v roke dobil to knjigo, ki je napisal, imenovano Unity. In ta knjiga me je zelo pretegnila in je bilo eden izmed redkih primerov, kjer je bil avtor duhovne literature, ki sem jo prebil, še živ. In sem se odločil, da bi z njega obiskal, ker je imel te letna zbiranja po svetu. In ko sem slišal, da pride v Španijo, sem rekel, to je pa blizu, to bi me šel pogledati. In sem šel v Španijo, to je bil en človek, ki je bil
učenec Ošetov. In potem, ko je Ošet umrl, ne bi on nekako razsvetljenje dosegel. Zdaj, vsakega človeka, mene predvsem je zanimalo, ko govorim vsakega človeka, pojem razsvetljenja. Mene, če mene stvar zanima, me zanima do konca. In ko me začela zanimati do konca te stvari, me je absolutno zanimala absolutna vrednost, kaj pomeni to razsvetljenje. Ta človek je bil razsvetljen, zato sem šel k njemu. Pa nisem šel k njemu, zato da bi ga preveril, da bi rekel, aj pa ta človek res razsvetljen. Pa sem šel iz ene radovednosti, ker sem imel občutek, da če bom jaz doživel razsvetljenje človeka, da bom sigurno nekaj potegnil kot tega. Neposredna izkušnja, ne? Neposredna izkušnja, tako. In sem res šel v Španijo takrat. In ta človek je potem potoval po svetu, imel je tudi nekaj turbulentna leta, ko še ni bil bolj razsvetljen, imel razvratna leta. Skratka, imel je takšno življenjsko zgodbo okrog Crowley, Alistair Crowley, eden od okultistov tudi. Sem rekel, tak ljudi so me vedno zanimali, ker vedno so me zanimali ljudi, ki so živeli polno življenje, ki so ogromno stvari doživeli, ogromno stvari sprobali, ogromno stvari videli, veliki napotovani in tako. In zato so se odločili, da bi k njemu, tisto knjigo sem prebral, in je prav res zanimalo, kako bo to zrelilo. Jaz bil seveda prepričan, ker poznam še Ošeta in njegove govore, njegove večere in to, kar sem imel po njegovih ašramih, kjer je on govoril, sem rekel, to bo masa ljudi, že samo po sebi ni bilo preveč všeč. In jaz se pripeljal tam v tole mesto, se imenovalo Santa Eulalia, in me je na letališču pričakal ta taksist, ki sem jo zmenil, in me pelje do ene ogromne stavbe, kjer se ne bi to odvijalo. To je bilo februar, sred zime, ni bilo snega pa februar. Bilo je dosti zelo, da še padlo oblačen dan. In sem rekel, pa kje pa so te ljudje? Nobene ni bilo ljudje. In sem rekel, ja, v redu, bo pa pozgodil. In pride v lastnik tega stavbe, sem rekel, dober dan, jaz sem pa še potrebno, da je trej išvar. A sem prav? Pa lahko sem rekel, a sem prav? In je rekel, a to so oni. Sem rekel, kje? Ja, oni, ki so ga v četrtem štuku. Ne vem, kje je v štuku so. Jaz sem prišel k njim. Je rekel, ja, rekel, me nič ne zanima, osebno mi dajte, je prepisal, kdo sem, kaj sem. Je rekel, izvolite ih gor. Pa sem prišel po svojo sobo, vsak ima svojo sobo. Sem rekel, ja, kako pa ne zdaj pristopim do razsvetljenja človeka, jaz telefonske mislim, ja, to smo komunicirali preko njega, njegova žena je bila tista, ki ureja vse podatke in to. In vse, kar sem imel, je bil njen mail, ne? In jaz sem bil zdaj v sobi, in kako mi je zdaj do razsvetljenega človeka, trkako ne grem na vrata, klicam, da ne moram kredilne cifre, mail bom napisal, in pa sem napisal mail, jaz sem prispel in sem dobil nazaj, zjutraj se dobimo v sobi 450. In res, zjutraj grem, sem rekel 9. In sem rekel, grem jaz malo prej. Grem jaz malo prej, da ne bi slučajno zaudil, pa kaj upadl kaj. In pridem 15 do prsta vrata in poslušam, in pridem pred ta vrata in poslušam, kaj se dogaja, so bila priprta. In sem si še eno globoko dihanje not. Sem rekel, zdaj sem ga pa naredil. Sem rekel, to je pa zdaj to so pa zdaj neke deviantne prakse, ampak, kar si skuhal tuš pojedel, grem not in ni bilo nič razgled, eni ljudje so delali dihalne vaje. In tam pa se ni nas več bilo 5-6. In mi smo tam sedeli, vsak je bil v svojem stolu in se prikazal ta Ošetov učenec, ki sem ga tako hotel spoznati. In pride, pozdravil se in sede. In potem smo sedeli 3-krat na dan, po 3 ure, v popolno tišini. Ne besede, ne nič. Edino, kar je bilo to, da je on na koncu rekel, če ima to kaj zaprašati. Potem so tisti ljudje tam, nekaj ljudi je bilo, ki so bili, so imeli neke težave osebnostne, a so bili izgubljeni življenje in tako. In so ga tudi ene stvari spraševali. Me je potem jasno radilo, sploh vse to, kar sem
delikatno, kaj pomeni razsvetljenje, da se je nek dotaknili nadalječ s palcem. In mi je bilo jasno, takrat, ko sem to povedal, da sem rekel, stvari, o katerih Ošo govori in Džidu Krišnamurti, tudi na drugi strani, vse to so vse stvari, ki dajo neko lažno tolažno, ki samo probleme zamenjujejo z drugimi problemi, ljudmi. In te ljudi na veliko nasegajo in to. In takrat sem zares občutil, da pa, če se pa človek hoče razsvetliti oziroma doživeti ta popoln izničenje ega, da to pomeni efektivni konec človeka. To ni nič, kar bi človek si želel. In pa sem sedeli to, da sem takrat pojem, nekako zaključil s mojim študijem duhovnosti in tega sem rekel, to je ena stvar, ki ni kot razmišljajočem človeku, kot smo vsi mi, ne pride šistneč prav v tem življenju. Razen, če bi bil mene paškan, tam bi z motikom v kapu popolno po tiši sedel. V redu, takrat, to je druga pesma, ampak. Ti kot umetnik, recimo, deluješ, v bistvu, tako recimo, pogledi na to, umetnost je nek način, duhovnost v praksi, pomeni, da počneš tisto, v bistvu, kar te veseli, osrečuje in v bistvu nekako na tem rasteš, in v bistvu še odkrivaš še druge dimenzije življenja, in raziskuješ neznano, bi lahko to nekako povezal. S tem, kar si zdaj reče, se strinjam. Ne strinjam se pa, da na to veze z duhovnostjo, ker duhovnost je pomankanje stanja razmišljanja uma. Duhovnost ni dajanje hrane umu in misli. To je pa vse so umetnosti, glasba. To je, za moje pojme, je to na polarni strani duhovnosti. Literatura, likovna umetnost. To so vse jeziki, s katerimi komuniciramo misli. Pri Maitreji Išvara smo sedeli v tišini, kar pomeni popolna odsotnost česa kolijo. In je pa res, da, kar sem nekaj rekla, odkrivanje drugih svetov, pa to ni pravanje s formami, ki so na svetu že od. No, ampak to zagotovo ne velja za našo Tino Markovino, v knjigi, ki je tako, zakaj ona dobila, vse se bomo vrnili na to, kako smo v bistvu nastala knjiga in kaj bi vdihana. Ampak zdaj, ko smo že bili pri Ošu, zakaj je nam na ta privilegij, da ona tista, kako zna Oša? Ja, pa samo to kontekst povedal v knjigi predsednikova nalost, v tej drami je noter en lik predsednikove PR-ovke, se pravi PR-ovke predsednika republike, ki potem, ko predsednika začnejo zdraviti, da nimajo več na dosegu, govori z ženo, ki joče, da ne sme niti videti to in pravi predsednika PR-ovka, da je začutila, da ta človek, ki ga zdravi, je pa dober v srcu. Pa pravi žena predsednika, kako pa ti to veš, kako pa ti to čutiš? Kaj reč ona, veliko sem pošel tam. In to sem napisal, ker poznam ogromno, ali pa sem poznal, bolje rečeno, ljudi, ki so brali duhovnost zato, da jim je predstavljala neko to lažje. In to se mi zdi napačno, ker danes ljudje ne želijo več razsvetljenja, ne želijo več razodetja osebnega, ampak želijo razsvetljenje. Tako? Neposredno izkušnjo. Tako, plus pomfrit, pa srednjo Coca-Cola. To se mi zdi. Smiselno. Ja, in takšna je diva. Zato se napisli, da to nima veze z Ošo, pa pa veze z njo, kot potrošnico izdelkov, ki so danes na spiritualni trgu, če lahko to rečem. No, možda lahko vedno prav samo odhodno vdik za to knjigo, ko se začela ta zgodba. Predsednikova nalost je drama in tragikomedija, ki sem jo začel pisati 2 leti nazaj. Gledal sem igro, oziroma gledal sem film Madness of George, The Madness of King George, Alana Bennetta. To je zgodba o kralju angleškemu, Georgeu III., ki je živel glavno v 18. stoletju, ki je bil nor do te mere, da ni mogel upravljati svojega dela. In tega predsednika so potem pravzaprav niso znali analizirati zdravniki takrat, oziroma niso znali povedati
diagnoza, kaj točno je. In so ga enostavno nasilno povezali s svojega zdravja, prisilno in to. In potem mi je nekako, so se mi začeli slike vrteti, sem rekel, Madonna, tudi so jih na stol vezali in jih zdravili, da po nekih srednjeveških metodah, nekakšnih so zdravili norost takrat. Pa nas, v današnjem svetu pa kandidirajo za predsednike, nekaj tudi zdravno zbornice mi zdi. Pa kaj se je zgodilo s tem svetom? Pa ne komentiram to politiko, sploh ne, pa govorim o ljudeh, ki imajo te vedenske značilnosti. Ja, ki jih jaz zaznam kot Madonna, ta človek je pa no, ne nezmesteno, ampak da zaznam frenda, prijatelja, sorodno dušo. In se mi je zdelo, ja, dobro, to je pa zdaj, Angleži imajo tudi dram, ki pišejo o norih kraljer, o norih kraljih in njihovih življenjskih poteh. V tistem momentu se mi je odprla ideja, kako pa bilo, če imeli pa eno dramo, ki bi pa opisovala, kaj se danes zgodilo s predsednikom Slovenije, če bi se mu do te mere zmešalo, da bi bil nesposoben opravljati še tistih par dožnosti, pa jih nima veliko, ali še tistih par, kar nima. In potem je nekako tako po navdihu teh starih angliških dram o norosti starodavnih vladarjev. Kaj bi pa bilo tudi današnjem času, če bi bil predsednik? Seveda sem par motivov prevzel tudi našega današnjega predsednika, Boruta Pahorja in njegove kakšni motivi, ki so zdaj. Ampak vse te povezave so povsem naključne, ne? Povsem naključne, več. To je izmišljen predsednikov in gosti. Se imenuje povezave. Tako da, kdorkoli se prepozna, je to popolnoma naključen. To bi se zanimivo tudi, ko sem prej omenila tudi ta cikličnost, pravzaprav, ko si gledal ta dokumentarc, si se ustrašil, ker si prepoznal, da v bistvu zgodovina ima to neko cikličnost in take neuravnovešene vse, da se nam pač pojavljajo skozi zgodovino. In kaj je bila to neka prenopa, si neki? Ker je še zanimivo, recimo z današnjega aspekta na to gledati, recimo, tako je zelo smešno in zabavno. Ampak po drugi strani v bistvu gotoviš, da je to lahko zelo blizu na naše resničnosti in se lahko dejansko ponovi. Absolutno. Jaz bil od malih not sem bil prepričanja konstantno, da so stvari kot so. Svetovna vojna, primer, kot je ta državi vlada, ki je duševno neuravnovešen, itd. To obstajajo stvari. Jaz sem se vedno počutil varno v okolju, v katerem sem živel, v stvari, ki sem delal. Pa ne samo v lokalnem okolju, tudi ko sem potoval v svetu. Nikoli nisem rekel zdaj, je pa potencijalno nevarno, da se kaj zgodi. Ampak s takimi stvarmi, ki se pa odrašča, so pa videl, pa se nikoli ne bo na zemlji momenta, ko bomo rekli, zdaj pa s Kubo smo pa odpravili, te stvari ne bo več, svetovna vojna, to je bila neumno, pa dve smo mogli biti, ampak hvala Bogu, to je zdaj za nami, nor vladar, ki lahko tudi pripelje do take stvari, to se več ne more zgoditi, zdaj smo pa jaz zreli, zdaj pa že 2020 bo daleč od tega, ker človek samo vidi, da se te stvari potekajo na drugih nivojih. Tako, in da je ta poplava vsega, ki je danes na voljo tudi zaradi interneta in teh stvari, omogoča ravno to, da na te stvari pozabimo. In to je bil nekako wake up. No, ampak v knjigi, recimo, jaz ko sem brala to odlični dialog, ki smejala sem se res odlično, ful smešen. Ampak v enem trenutku sem tako rekla, pa dobro, no se ta predsednik, v bistvu ni toliko nor, ko so nori vsi okrog njega, ker tudi te liki, ki pravzaprav igrajo, nastopajo v drami, so tudi... To sem hotel namerno napisati eno tragikomedijo, v kateri bo zastavljenih več vprašanj. Prvo vprašanje je, kaj bi se dejansko zgodilo z državo, če bi nenadoma
država ostala brez predsednika. Drugo vprašanje, kaj bi bilo v parlamentu, kako bi postopali, če se okrog takih preprostih stvari ne moramo zmeniti, da se recimo v Sloveniji, ki so veliko bolj enostavne, kot to, če bi država ostala brez prvega moža. Potem tretja stvar, tretje vprašanje je pa povezano s tem, kar se pa zdaj rekel, da sem hotel, to je to sploh zdravo. In to je to, kar se, kaj sploh pomeni biti zdrav v glavi, to je primer, v današnjem svetu sploh, ker ta drama se dogajajo v sedanjosti. In sem vesel, da če si se to vprašal, da je to prišlo čest. Me prav si priprav. Ja, to sem se res vprašala, pa tudi to sem ugotovila, da ta komedija, ki je zaznala skozi dialoga, ne skozi prisvoj, da si jih lahko predstavljaš, ne to bereš. In v bistvu različno bolj tragedija kot komedija. No, jaz sem se trudil napisati, da bo čim bolj plastično zabrati. Se pravi, ne gre za tehnični gledališki tekst, kjer izključno piše, kaj se dogaja in kaj bi več, ampak je zelo lepo opisano v sodogajanju, vse to, da je zelo verljivo, ker mesto dragi komedije oziroma drama je na odru, ni zabrati, ampak sem se navodil to potrudil. Zdaj, druga stvar, ki se pa še rekla, je pa, da si pri predsednik zasmil. Ja, se je nekaj trenutko res zasmil. Zdaj, jaz sem šel do konca pri tej gorosti, ker sem mnenja, da si to knjigo prebral v Ameriku, v redu, smešno kot to, ampak so pa momenti, ko so pa zelo temačni in moteči. Morda res moteči. Ne vem, predsedniku se do ene mere tako zmeša, da verjove in skače po teh prst in se ga ne da umiriti tako. Jaz sem vedno mnenja, da če umetniško delo človeka ne spremeni, gre za potrošno stvar. Potrošne stvari me niso pa nikoli preveč zanimale. In vedno, če sem imel neko glasbeno idejo, da si glasbena ali pa če sem ti pisal, sem vedno gledal, da se nisem nazaj držal in da sem vedno napisal to, kar sem imel v mislih, popolno noč brez polepševanja tega. Škaj me zanima, razmišljala, kaj se še najprej na vprašanje, ker ta predsednik je v bistvu bil čist normalno, ali pa mogoče malo bolj zdrav prej, tukaj do tema. In sem pa razmišljala tudi o tem, ali je položaj tisti, ki človeka spremeni in vpliva na njega, da postane nova. Jaz mislim, da je odvisno od človeka. 100 ljudi, 100 čudi pravno in vsak na neki trza. Nekomu zelo pride pozornost, nekomu manj. Nekdo zacveti, ko je družbi ljudi, ki ga hvalijo. Nekdo je stremešli, recimo Samuel Beckett, moj najljubši dramatik. Se ni v življenju enkrat pojavil nikjer, kjer je razvajal tako drama. Katera bolj? Nikoli ni dajo intervjujev. Edino, kar je prišel, je rekel, to pa vredno moramo za zgodovino človeštva, če mi že dajo Nobelovo nagrado, je bil takrat glih na dopustu, mislim, da nekje, ne bom se spomnil, a je bil v Tuniziji ali nekje v hotelu z ženo, ko se ga predstavljali, da bo dobil Nobelovo tisto leto, in je rekel, jednač, ga je klical njegov založnik in je rekel, Nobelova bo, zdaj intervjujev jaz vem, da ne daš to, a da lahko prosim, če greš samo avlo od hotela, sem vseh scen na stol, ko je prišli od fotografij, pa te bojo slikali, poješ pa spet nazaj v sobo in te tudi naredil bolj. Je šel in to je edin, da se je Samuel Beckett pojavil in da so ga ne. Recimo, čisto drugačen človek. Recimo, predsednik naš Republike Slovenije ima zelo rad družbo, zelo rad ljudi, se zelo rad pojavil, tam, kjer ga ni treba. Včasih tam, kjer je treba, ga ni. Ja. Tako da... Ja, so pa še drugi liki, recimo, ki so tudi na nek način navarjene, takrat, ko se nasmeša do konca, ko se potem pravi vprašanje, kdo bo zdaj prevzel, in je potem ta lik in kupina, ki pa v bistvu lahko naredi še slabše in prepele domoj. Ja, to je dramski zaplet,
predsednik državnega zbora je tisti, ki prevzame oblast, ne pa popoln nacionalist, ki hoče napast Hrvaško. Ker predzgodba, in to je tudi ena izmed paralel, ki sem jo potegnil s Penezom novostu kralja Georgea, je ta, da je kralj George Ameriki izgubi kolonije ameriške, oziroma Angliji izgubi ameriške kolonije. V moji dragi komediji pa nekje v predzgodbi tega ne vidimo, ampak štartamo oziroma zelo hitro vidimo, da je pa predsednik Republike Slovenije celotno slovensko obalo zafulo Hrvaške in potem se vrti okoli tega, še to možno tudi nazaj in tako. Povej mi še odkoli ideja za Zumbo, no, to se recimo umirajo smeha. En prizor je... Smo v fazo, recimo, ne, ki se pojavil kot nek alternativni zdravnik, ne? Ja, mogoče. Ja, en del igre, kjer se predsednik že pozdravi skoraj pleše Zumbo, zunaj zagrado z zdravnikom, to. In moram reči, no, brez da bi preveč pretiraval, predsednik, športnik, ta element sem pa mogoče res prevzel malo našega današnjega predsednika Pavlja. Je to ima kondicijo, ne? To je pohvalno. Koliko ljudi pri njegovih letih pa je toliko v formi, kot je on. Tako lepe punkti. Jure, povej nam večkrat, no, tudi v bistvu, kakšni so sploh tvoje začetki, no? Aha. Ja, jaz ogromno stvari v življenju sem delal, trenutno sem ostal nekako pri televiziji, pa pri glasbi, pa pri pisanju. Ampak začel sem pa bolj kot glasbenik. Zanimali so me jeziki, z angleščino sem zelo zgodaj začel, potem in z glasbo, to je nekako šlo z roko v roki. In po vseh izobraževalnih poteh, ki sem jih dal čez v življenju, sem videl, da ni v redu, kaj se dogaja s svetom na področju izobraževanja in tako naprej, tako dalje. Enostavno nismo več v času, kjer bi... Jaz sem bil še v momentu, kjer me je zelo ena stvar zanimala, pa nisem imel dostopa do stvari. To ima na koncu povezala z mojim delom v knjižici. Ena izmed teh stvari je bila, da me je zanimala glasba, predvsem Mozart in Bach. In v Brežicah, to je leta 92, jaz enostavno nisem mogel priti do nobenega notnega materiala. Pa knjižnico, splošno knjižnico sem še nekako razumel, čeprav sem našel nekaj notnega materiala, to je bilo Marija Kozina, ena partitura, kar se pospomnim. To je edino notno gradivo, ki je bilo partitura, plus v glasbenih šoli, ki sem hodil, pa tam so bili pa bolj izvedene stvari, stvari, ki so jih inštrumentalisti potrebovali, v neki simfoniji, v neki operi in tako. In jaz do tega nisem imel dostopno. In to je tisto, kar je mene pogledalo naprej, da sem prišel v knjižnico, da sem rekel, jaz bi si na to sposobil. In potem je bil ta spomnil prvi, tistem stebru bil računalnik, na katerem je bil en približek interneta, imenoval se Telnet, nekaj takšen, vsem tekstem je bil, nekaj slik. In na tistem računalniku smo se povezali v Nuk, in tam smo napisali, ne vem, Mozart, tam je bilo pa preveč, in potem se potem pa sposobili. Med knjižnik pa izposobili, ampak to je takrat v tistih časih, ne vem, kako je danes, če se to sploh še dela, je bilo zelo, zelo drago. In to je človeka nekako gnalo prej. Ker ta računalnik, imel sem iskalnik za gradivo, bil je povezan z računalnik v Ljubljani. Računalnik ni na YouTube-a, ni na Facebooka in ni bilo, tega ne bomo na YouTube videti. In tam danes se mi pa zdi, da je pa to ta sprememba v času, ki bo pripravljala do ene druge prihodnosti, kot je poprej. Ker danes je pa na voljo vse in ker je na voljo poleg vsega še vse tisto, kar se ne potrebuje, oziroma kar je odveč, se mi zdi, da pa koncentracija pada, oziroma se človek sploh ne moti več študija tistega, kar je v resnici zanima.
Nekaj časa sem študiral angliščino na filozofski fakulteti, prej sem šel v Salzburg na Mozartev. Na angliščini, ko sem bil, v prvem letniku sem imel tam predmet angliška literatura, Viktorija na 50. In je bilo tega prebrati nekaj knjig. In je tam ena sošolka rekla, a jaz bom mogla knjigo celo prebrati v angliščini. Sem si mislil pa, to je pa danes normalno, kar je bilo takrat sumljivo, leta 2005, pa vidim, da je pa zdaj normalno. Ampak je pa, so pa storiji danes, tako da ljudje vidijo, kaj ješ, kaj piješ, kje si na kavici, neč narobe s tem, ampak te stvari... So preveč obremenjeni s balastno. Ja. In to je stvar, ki me začela skrbeti. Tudi sam sem imel smartphone še do 3 let nazaj. In ko sem jaz videl porabo, koliko sem preživel na Instagramu, koliko sem preživel na Facebooku in te stvari, ko je pa tam na iPhone številka 6 ur pa 40 minut na dan. Ja, pa če bi v steno gledal, pa bi več zase naredil kot pa tiste storije, pa sem vrgel in nimam več smartphonov takrat. In vidim, da vsaka minuta ekstra, ki imam, porabo zbrane ali pa zapisane še nekaj ideje, da nadaljujem s tem. Je pa res, da je bilo 3 mesece potem, ko sem se losil telefona in Facebooka, je bil pa hud problem. Ker sem tisti moment, ko sem to dal v sebe, sem se počutil odlično. Tisti dan sem šel še laufat, sem nekaj, ja, pa krasno, evo. Naslednji dan je bilo, se imamo več tudi, da bi malo nervozen. Pa sem se pa hvalal, takrat sem imel s kolegom sklenjeno bunderno nastope, gledališko predstavnico, ko so rekli vodila in sem se sama vozila na nastope. In sem bil en dan v avtu na poti Maribor in takrat vsake 5 minut se ne nima. Takrat sem povedal, da sem imel pa resen problem. Ne samo... Resni program deluje, ne? Ja, ne samo to, da sem bil očitno, večkrat očitno odvisen, še v avtu sem to počel. Sem videl, da trzam in se nisem zavedel, da na telefon gledam, ko sem še imel v avtu. In to je bilo malo sloviko ojoj. Zakaj? Ker poznam ogromno ljudi, s katerimi delam na to, ki so pa še 3-krat več na teh telefonih, kot sem bil jaz. Pa ni bil problem s tem? Očitno ne, očitno se tega ne zavedam. Prekratko smo bili v Bruslu, na neki ekskurziji, pa to smo šli zvečer na Linz, in v enem momentu sem prav videl, kako sem bil v družbi, na sekundanju, ko sem prav 12. V enem momentu sem bil edini, ki sem tako gledal, vse 12 minut pa tako. Je se pa izključnega počutil, ne? Jo, skoraj. Kako se celi po roki, zdaj spremljamo v tej oddaji na Vedu TV? Ja. Kaj še razvališ? Nastopam z Vladom Bizovičem v predstava za vsako priložnost. V metu sem samo gospodin. S kolegom Tirno Martačem nastopava za predstavo Vodac, katero sva nastopala že v leta 2008 od isti. Ampak jo skozi obnavljala, dodajala nove stvari na to. Po moje je še vedno prisotno in še vedno nastopa. Iz tega razloga, ker je mešanica bolj stvari, ki sva jih vedno obvladala. In to je komedija, glasba pa imitacije. Več stvari je na kupu, ne? Tako ostalih kolegov, ki nastopajo razen Vlado Bizovičeja, ki ima tudi multi predstav, da bodo krešeni boje, ima stand-up. Ostali stand-up komiki, samo pridejo gor in govorijo, ker stand-up ne tako ništa, ki se nisem nikoli za stand-up komika, ker se mi zdi to nekaj najbolj težkega kot na odru stati in govoriti. Pa videl sem, da kaj je problem pri tej stvari. Vsi bi radi, da se jim ploska in vsi bi radi, da se jim publika smeji.
Ampak to je napačno. Noben ne izhaja iz dejstva, nekaj imam zapovedati, nekaj sem pripravil, nekaj sem napisal, potrudil sem se in zdaj pa, da pa publika poveda, je to smešno, pa to ni smešno. Da bo je prosto, da bo je prosto. Ne. To je v današnjem času, ko imamo YouTube in toliko komikov, ki se štadioni ljudi smejijo, je stvar tega, da je reakcija možganov, jaz bi tudi. Zdaj, da potem to delo pravzaprav podrejeno temu, da Absolutno. ne sme, da je tudi pomembno tisto, kaj je. Absolutno. Ta poplava, Zdaj, vsebino gre, da je smešno. Tako, ta poplava stand-up komikov, ki je bila v Sloveniji nekje okrog 2010, mislim, da do, ja, od 2010 do 2014, takrat je bilo najbolj stand-up komikov. Takrat je bilo več kot očitno, tu so ljudje, ki se mi zdi fajn, če si na odru, pač imaš mikrofon in so vsi grči od smega. Ti ljudje se zdi fajn, ampak potem, kar pa govorijo, jih pa izdajo, da nimajo kaj povedati, ne, da so zdaj vsi slavi. Seveda so dobri, ampak dobri so se obdržali. Ker komedija, mene je Jonas Žnidaršič prvi naučil, da je to krvavo stanje, po domač povedano, komedija. In da efekt, ki ga mi vidimo, zapravo, da je publika nasmejana, to je samo posledica trdega dela. In nikakor ne more biti tisto, kar človeka se motivira, da bi to delal. Ker videti na vodu, pa poslučiti, da se ljudje smejijo, to je ogromno enega spraševanja, kaj je smešno, zakaj je smešno. Ena zanimiva knjiga je, ki govori o tem, kaj je smešno, Andrija Bergsona. Bil je psiholog, nekaj je bil napisal traktat o smehu. Lahko, mislim, da je pravo smešno, ne vem, če je zanimivo, kako se loti stvari, kako takoj pogoljuje z človeštvom, kar ni človeško, ni smešno. Rečem, naravi ni smešno. Noben se še ni smejal drevesu, zaradi kakšen koli razloga. Razen, če ima to drevo neke lastnosti človeka, se pravi, da je animiran, pa da se obnaša po človek, pa da se nekaj zgodi. Potem ta primer noter, zakaj je smešno, če gledamo človeka, ki hodi po ulici in mu zdrsnemo lupo od banane in pa reči, zakaj je to smešno. Gre zelo do globine tega in reče, da je človeška reakcija smeh, kot vidim takšnega, ta, da je smešen človeku nezmožnost prilagajanja situaciji, spravo, da ta človek ni bil zmožen se prilagoditi, da bi se uspel udržati v konc. To so te stvari, ki se človek mora spraševati. So seveda lažje načine, obstajajo lažje načine, kako to smeha več, to so pa imitacije. Tiste pa najmanj podzavestne povezave dejavljajo med smehom publike, zato ker je zelo neposredno. Ker smešno je vedno tisto, kaj je res. Če nekdo pride v dvorano, pa reče, zdaj bom pa, ste slišali zadnjič realca, kar je rekel, jaz bi pa vam povedal, to ni smešno, ker realca ne govori tako, oziroma ni ga treba zadeti, ampak je dosti, da se približno zadane ker njegov je in ni in tisto ni smešno. Mi zdaj delamo tudi tedensko vdajo ta teden, kjer je ta politična satira, kjer so šale na račun politikov in aktualnih dogodkov. Ampak to potem, zato so tam malo zaposlene ljudi, ki pišejo, ki so profesionalni pisci šale. In obstajajo seveda, mogoče sem preveč dramatično povedal, kako je to težko, pa to seveda je, ampak ko človek to osvoji, potem ima to sposobnost in pa ta know-how in to lahko počne. In tisti, ki to počne, ki to zna početi, je to za njega, tako kot za vas, ki je drug poklic, enostavno, to pa to ne zna početi, pa je potem težko. Ampak to so ti principi, to so ti
mešal in ne gre za odkrivanje tople vode, vedno znova, ampak gre za sistem, po večini so primerjanja, nekaj je kot to, ta govori kot to, potem se to zapakira še s kakšno meditacijo in potem je to ta izdelek. Kaj pa z glasbo? Si še aktiven? Jaz sem čas veliko komponiral, ko pa enkrat pride človek v to stanje, da pa mora začeti delati, oziroma delati stvari, ki jih dela za preživetje in tako, potem pa zmanjka časa. Danes sem bil otrok, ko je brez skrbno stanje. Potem se pa malo komponiral, oziroma kar še komponiranje, ko vam predstavo z Tilno Martačem, malo not odkrivanje izbira raznih pop skladb. In vzamem pop skladbo današnjega časa in rečem, ja, to je pa plagiat skladbe iz 200 let nazaj, to je Mozart napisal, v bistvu pa plagiat. In to skladbo predelamo nekako v stilu iz klasicizma ali iz barokka. In to so še stvari, ki zdaj komponiram. Ampak to so vse profesionalno, ne reč za, ne maram beseda za dušo, ampak bom rekel za dušo, da se ne spomnim boljše. Ne maram beseda. Vi igraš pa na koliko inštrumentov? Violo, violino pa klavir. No, če še kaj izpijem, še kaj drugega. Flauto, kitara, klampa, kaj se skreca. Pa doma tudi kdaj igraš, kako to preostali člani družine pregašajo? A ne igraš doma? Nimam časa. Sem konstantno v levo, desno, nastop, pa to res nično malo časa za vse skupaj. Ampak si pa zdaj v bistvu še v zgodbi knjige, ne? Ja. Če sem prav slišala. Absolutno. To sem pa, bral sem biografijo od Iana Fleminga, avtorja James Bonda, in ko je napisal prvi roman, on je napisal sicer pred 50. Mu je rekel prijatelj, preden ga je izdal, je rekel, ker Ian Fleming napisal prvi roman, ko je bil še prijatelj, in je rekel, preden ga izdaš, takoj napiši drugega, ker ko boš videl recenzije, prvega te bo menil, da bo še kako napisal. In jaz sem seveda v dobri veri to začel, ampak žal me je prehitil. Jaz še nisem v penziji, zato me je pa prehitel izid te zgodbe. In jaz sem prepričana, da bo recenzije odlične, ker zanimanje je kar precejšnje. In nasplošno v bistvu se res veselim in me prav zanima, da bom ta privilegij, da bo tvojo dramo prizoril v gledališkem odru. To bi bilo zanimivo videti. To bi bilo odlično, ker jaz se še v glavi lahko predstavljam, kako bi to izgledalo, pa bi to uživo še veliko boljše verjetno. Mislim, da bi bilo kar odmevno, ker je rahlo super zanimivo. Pa bi ti igral v tej predstavi? Mogoče zaveso. Ne, se ne čutim dosti kompetentne, ker se mi zdi, da so igralsko gledano, je pa moje kar zalogaj, sploh za glavniki. Pa ne bi upal. Ko sem bil mlajši, sem zelo rad posegel in delal stvari, za katere nisem bil kompetenten. Zelo takšen sem po karakterju, da z glavo skozi se pa do te mere zbral, pa počnem še tisto, kar brez problema podpišem. Pa v čem uživaš? Pa v čem uživaš? In tak naj bo pomeni pa prijedno. To sem se pa obljubil, ja. Nekako sem poznal 20 let, a pa še malo manj. Sem rekel, da jaz pa ne bom delal nekaj, kar mi ne paše. Tega se nekako držim, pa sem zvest sam vse. To je tako vodilo, ko bi nam vse prav prišlo že. Tako, nikoli nisem prepozno. Jure, najlepša hvala ti za tale živit, globok, dokupujoč, navazno sproščen, podobolen pogovor. Hvala za ljubilo. Zdaj pa v bistvu nadaljevanju sledi pa ta uradna časna predaja prekocenega darila, tako da bi te prosila, če stopiš do razstavnih eksponatov, poveš malce več. Samo da najprej povem, jaz sem vsaka leta, pa še prej, sem rekel, da nisem imel na voljo nobenega novnega materiala in tega. Sem jaz po letih, ko sem šel v Ljubljano in kasneje, ko sem v
Salzburgu tudi poštudiral, sem vse, kar nisem imel, ko sem bil mlajši, sem kupil. In meni so se te stvari potem nabirale in te stvari potem so mi ostale, ker sem si pa nabavil eno celoto knjižico Mozartovih del. In za te stvari, vse, ki sem imel podvojene, ki sem jih študiral takrat, kot otrok in to, sem se pa odločil podariti knjižnici. Jaz sem prepričan, da bo je nekomu nekoč prišle prav za študij. To so Mozartova celotna zbirka Mozartovih pisem, zbirka Mozartovih komornih del, nekaj Mozartovih marš, Mozartove opere, koncertov in ta je pomoč najbolj posebej. To sem lahko pomislim enkrat v Salzburgu, v enem antikvariatu, nedaleč od Mozarteuma. Gre pa za prvo izdajo iz Frankfurta, libreta Mozartove Čarobne piščali iz leta 1813. To je bila takrat prizorjena opera, Mozartova opera tam. In gre za prvo izdajo, zelo občutljiv, na pol preperil material. Tako da to je ta moje darilo knjižnici, notna zbirka. Posebnim darilom bomo pomembno obogatili našo knjižnično zbirko. Hvala ti tudi za to, da si med vsemi obveznosti vzel čas in uresničil poslanico do nehitenja. Tvojo novo knjigo ne prelista in se njeno vsebino zatopi čim več bralcev. Za bodoče pa ti želim še v vidico ustvarjalnega novina. Najlepša hvala.